Lepo. Prišli v kanjon reke Erzenit. Zdaj se pa čist v koritih. Maja pa Klemen sta zdaj točno na naravnem mostu. Vmes smo se sicer kar pošteno zgubili. Vsaka čast tismo, ki to jamo najdu. Ja, takole velike dvorane pa še ne. Še en čudovit detajl. Prav nekaj posebenega, čist na samem. Pa res neverjeten kanjon. Vsa lepa voda, termalna. Wow. Eden najbolj divjih kanjonov Evrope. Kaj vse ponuja Albanija. Pa res je najbolj temačen, najožji del. Neverjeten slab. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Evo, prišli v Albanijo in smo že na poti do prve naravne znamenitosti. Kje so potniki vam danes? Stalna je Maja, nestalen je pa občasni sodelavec Klemen. Tako. Smo približno 15 km vzhodno od Tirane in si bomo zdaj najprej šli pogledati jamo Pelumbas, oziroma mislim, da tudi pravi črna jama, Black Cave. Tukaj smo pa zdaj že na eni taki razgledni točki na reko Erzenit. Tako da danes imamo v planu, se pravi, tole jamo, potem pa še se spustimo v kanjon Erzenit, pa po kanjonu nazaj dol, pa tam nekje čez, pa spet nazaj v vas. Prihajamo v bližino jame Pelumbas, oziroma črne jame. Vhod v jamo Pelumbas. Majhna tabla, piše v albanščini in pa v angleščini, se pravi, da je jama dolga 360 metrov. Potem navzdol. Se bomo pa spustili v kanjon, prav tukaj dol, po tej poti naprej dol do kanjona, kakšnih 200 metrov višinskih spusta. Evo, pogled ven z jame, vhodni del, zdaj gremo pa v notranjost. Prišli v dvorano, vidite kakšno ogromno. Koliko je to visok? Noro. Ja, vse verjetno 36 metrov, ja, tale najvišja. Zdaj pa mislim, da desno. Prišli do kapnikov. Ja, tukaj pa že lepši. Ja, tukaj so pa drugačni kapniki, pa pri nas. Lep stebrček oziroma lep stalagmit. Ja, velikih je pa padal. Stene dol, zgleda. Ja, ta je pa tudi že kar lep kapnik. Lepo. Evo, tole se sloviti. Vhod smo približali dobrih 100 metrov od vhoda. Evo, še lep kapnik pred nami. Kakšen ogromen tukaj. Ja, sem kaj presenečen. Mislil, da ne bo to kapnikov. Ja, pa te, res so pa ogromni. Ogromni so teli kapniki. Vidite tega, stalagmit. Prišli v ogromno dvorano. Zdaj na to stran. Ne topiri, ja. Ne smem jih preveč svetati. Evo, zdaj se pa spuščamo dol do kanjona. Ampak, kot vidite, spust je kar težaven. Še mokro imamo, ki je bil še kakšno urco nazaj dež.
Ampak takole nam pomagajo tele vrvi. Kar precejšnja strmina dol do kanjona. Prišli v kanjon reke Erzenit. Evo, zdaj po dežju je reka zelo motna. Drugače seveda je to čista reka. Takšna divja soteska tega kanjona. Evo to. Super. Lep pogled na kanjon. Reka Erzenit. To je pa albanska divjina. Zdaj se pa čist v koritih reke Erzenit. Evo to. Kakšen pogled na kanjon reke Erzenit. Zgoraj take stene. Zgoraj pa izjemna korita. Glejte, zagozdena skala. In čez to skalo se da priti čez reko. Zdaj smo pa prišli, evo, na drugo stran tega potoka. Čez v bistvu naravni most. En ogromen balvan je v bistvu navalen noter v korita in se čez ta balvan da prideti čez. Drugač pa, gledajte, kakšne stene nad nami, noro. To pa je soteska. Divja soteska Erzenit. Gledajte, koliko skal je nametane. Evo, tukaj se lepo vidi, kje gre v bistvu, kje gre korita, tamle spodaj, kje Maja. Evo, in glih tam je v bistvu ta naravni most. Zdaj Maja pa Klemen sta zdaj točen na naravnem mostu, ki gre čez ta korita. Evo, drugače pa še tale ogromen balvan navalen. Evo, plezalci. Super je Albanija, super. Zdaj v bistvu stojim na tem naravnem mostu. Evo, to je na tej strani, reka, in pa na tej strani. Pričel se je drugi dan raziskovanja neverjetne Albanije. Evo, tale koniček nas že pozdravlja. Evo, drugače se pa nahajamo nad kanjonom Holta. Gremo pa najprej pogledat jamo Kabaši. To je pa ena čudovita jama. Takole ke. Evo, tamle se vidi v daljavi Sveta gora Albancev Tomor. Tako da zdaj imamo pa približno slabo urco hoje do jame. Potem v jamo, pa nazaj, tako da bo spet 2 do 3 urce pohoda. Potem pa naprej v kanjon. Ja, tukaj pa večja oznaka za jamo Kabašit. 2 km. Smo v bližini jame Kabaši in se nam je odprl prekrasen pogled na potok. Mislim, da je tole potok Holta, ki je kanjon zadaj. Ja, mi smo se pa pripeljali po tej cesti navzgor, pa zadaj za te hrib in zadaj smo štartali. Zdaj pa že malo lezemo, malo plezemo in smo prišli do enega zanimivega naravnega okna. Zdaj pa ne vem, je tole mogoče celo vhod v jamo, ampak dvomim, ker tam lepoti ni, mislim, da bo še naprej. Kako zanimiv. To mislim, da ni tale jama, ali pa tudi mogoče pa tam vhod. Ampak smo pa zdaj pod naravnim mostom v bistvu, oziroma oknem. Zanimivo. Ja, tukaj je že en tak kapnik. Pa gremo okoli po tej strani. Ja, takole gleda ven z okna. Nisem še čist prepričana, je tole ta prava jama, ampak kot kaže, bi znala biti. Smo mislili, da smo v tej jami Kabaši, ampak smo pogruntali, da je to ena druga jama. Pogled ven. Tako da moramo še naprej. Edin tamle je sicer še en vhod, gremo še tamle pogledati, se je slučajen še tam. Ampak mislim, da ne.
Še da vam pokažem tale ravno okno. Evo ga. Zanimiv. Evo, tudi tukaj zraven majhna jama, kakšni zanimivi kapniki. Vidite tega. Tukaj je konc, jih čist kratka je, ampak zanimiva. Kaj? Vojak? Ja, ešte to. Kakšen zanimiv. Krokrivnik. No, ja. Lepo, evo. Sve nekaj novega smo odkrili. Nepričakovanega. Tipična Albanija, koze na poti. Evo lepotice. Končno prišli do jame. Vmes smo se sicer kar pošteno zgubili. Tam, ko sem vam pokazal tisto prejšnjo jamo, to je bila seveda čisto napačna. Ta je pa zdaj prava. Ampak moram pa reči, da vsaka čast tismu, ki to jamo najdu, ker to je pa sklele čist sred. Jaz bi rekel, nobene logike, da je tukaj jama. Meni bi se zdela jama tam pod skalo. Najditelju te jame vse pohvale. Pa res neverjetno, da je tole jamo najdu. Sklele sred ničesar, lahko rečemo. Gremo v jamo. Ja, lepo se sliši voda. Kakšna dvorana, kar naenkrat. Evo, tako majhnega vhoda v ogromno dvorano. Kakšen lepotac nas je pričakal. Prvi kapnik v jami Kabaši. Še en čudovit kapnik in pa čudoviti jamski zvoki. Tam se še vidi vhodna odprtina, pa res ogromno dvorana tole. Ejte, kakšni kapniki, kar pustim dol. Ja, takole velike dvorane pa še ne, to pa res. Ni tako res grozno bogata s kapniki, samo dvorana pa tako velika, noro. Noro. Vse je v bistvu ena dvorana, od vhoda naprej. Mi hodimo v bistvu 15 minut po tej dvorani. Rdečkasti kapniki. Kakšen čudovit stalaktit pa stalagmit. Samo stalaktit bo falil stalagmit. Ne bo ta se združila, lejte. Ojte, kakšen bogatstvo. Res take zanimive rdečkaste barve. Evo, tega spodaj. Čudovit. Še en čudovit detajl. Lepo. Kakšen lep kapnik. Ta je pa čudovit. Čudovit. Aha, lejte ga. Tam na gor je pa še stalaktit. Evo. Super. Tale kapnik z te strani, še z spodne strani, prav nekaj posebenega, čist na samem, pa take zanimive oranžno-rdeče barve. Še eni lepi kapniki tam spodaj. Kot kaže, precej železa tlele tudi. Zdaj se pa nahajamo na drugi res interesantni točki današnjega drugega albanskega dne. To je pa kanjon Holta. To je pa res neverjeten kanjon. Jaz sem bil tukaj že oktobra 2023. Sem prišel precej daleč skozi kanjon. Zdaj bomo pa videli, vode je malenkost več kot takrat, tako da bomo videli, koliko se bo dal prijeti. Ampak ta kanjon je pa res, to je neverjeten. Prej v bistvu smo bili pa v tej jami, tam gor nekje, zadaj, za tem skalam. Tako da gremo v kanjon. Smo na vhodu v kanjon Holta.
Evo, jaz sem že v vodi. Evo, uživača po kanjonu. Juhu. Evo, zdaj pa naprej v divjino. Zdaj ta kanjon Holta ima tudi toplejšo vodo. Evo, tukaj čutimo. Aha, je toplejša. Ima tudi v bistvu take termalne izvirčke. Sicer niso ravno 30 stopinj, so pa tam, kot 20 pa je tole. Oški toplo. Evo, kot 20 stopinj in prav vidite lepa termalna voda. Evo tukaj. Vse lepa voda, termalna. Wow. Evo, se kar matramo za raj na zemlji. Noro lepo. Evo, gledajte tole naprej. Kakšen kanjon, noro. Evo, pa skozi prehajamo z ene strani rečice na drugo stran. Top. Gledajte to, noro. Evo, kanjon se že zapira. Tukaj izvira topla voda. Gledajte, ima kot 20 stopinj. Paš pa naprej po kanjonu. A dober? Greje. Res zanimivo, da ima ta kanjon tudi tople vrelce. Niso glika zora, ampak bo. Super. Evo, zdaj gremo pa še ožji del kanjona. To je pa res eden najbolj divjih kanjonov Evrope. To sigurno. Kakšen ozek del. Neverjetno. Noro. A ni lepo? A vidite, kaj vse ponuja Albanija? Smo pa res v ozkem delu. Gledajte gor, koliko so blizu skale ena drugi. Noro. In pa pogled naprej v še ožji del. To je pa res zdaj najbolj temačen, najožji del. In pa tukaj pa mislim, da je plavalen del. Grem jaz nekam probat. To mislim, da je takoj globok. Ja. Evo, tukaj se pa naša pot zaključuje. Ampak pogledajte to, kakšen nor kanjon je to. Tukaj bo treba priti še enkrat polet. Ali pa septembra recimo, da se bo tale del še preplaval pa naprej šel. Danes smo pa 27. aprila, voda je še mrzla, tudi zrak je kar hladen. Tako da naprej ne gremo, bomo obračali. Zdaj hodimo že nazaj po kanjonu. Šli smo približno, če pa vem, 500 metrov deleč v kanjon. Se pravi, do tega plavalnega dela. Evo, zdaj pa nazaj. Veš tudi nazaj. Super posnetki. Evo, tam še sonce sije. Malo lepo.
Hodimo na naslednjo zanimivo lokacijo, čez zadnjo drugega dneva Albanije. Evo, visoko pred nami je vrh Tomor, visok 2400 metrov. Mi gremo pa zdaj proti slapu Sotire, ki je res izjemen slap, tak neobičajen. Bližamo se slapu Sotire. Evo, tukaj ga že vidimo malo zdaljave. Evo, lepo se vidi, kako v bistvu slap izvira izpod skal in potem se koj požene dol v slap. Tlele v bistvu pri temu slapu Sotire so v bistvu dva slapova. Eden je ta, ampak ta po mojem pa presahne verjetno ob suši. Drug je pa tam na desno, se bo pa zdaj pokazal, je pa top. Tam se pa še vidi zasnežen Tomor. Super. Ja, to je pa jutrišnji cilj, oziroma en hrib majhen naprej. Lahko rečemo unikaten slap. Izvira v bistvu skal ven, noro. Spet ena unikatna zadeva v prekrasni Albaniji. Se pa tukaj lepo vidita oba slapova naenkrat. Noro lepo. Neverjeten slap. Ne, to. Evo, oba slapova naenkrat. Top. Slap Sotire. Čudovit, unikaten slap v Albaniji. Blizu vasi Sotira. Zdaj pa prihajamo še do tega slapu, zraven glavnega. No, takšen lep curk. Jezerček. Vejte, kakšen lep jezer. Čudovito.